V novem letu pa nam bo družbo v naslednjih minutah delal župan občine Vipava, magister Anton Lavrenčič. Dober dan voščim. Ja, in dober dan tudi vam, v vaši ekipi, in lep dober dan vse poslušalkam in poslušalcem in seveda mojim občankom in občanom. Ja, čeprav so ti dnevi že šli mimo, pa lahko na kratko vseeno voščimo vsem, ki so se nam pridružili, kajti gre za res prvo oddajo v tem novem letu v sklopu oddaj Dober dan župan. Kaj bi zaželeli občanom in seveda vsem ostalim, ki so se nam pa dajmo res voščiti. Saj sem že večkrat, pa vse od tega ne slabega nič večkrat voščimo, pa da se bo kaj uslišalo. Voščim res veliko zdravja, sreče, predvsem pa eno normalno in čim manj stresno leto vsem. Tako, stresa imamo veliko preveč v našem življenju. Seveda bomo v današnji oddaji preverili, kaj vse čaka Vipavsko občino v tem letu. Novo leto oziroma izdihljaji starega so prinesli tudi nov proračun. Proračun za leto 2025. Pregledali bomo tiste zanimive projekte. Na svoj račun boste prišli pa tudi vi, oziroma ste že tisti, ki ste poslali vprašanja na naš naslov info@robin.si. Mail še vedno gledam med oddajo, tako da nam lahko še kakšnega na hitro pošljete. Sicer pa župan, midva bova začela. Spomnimo, gre za postavitev protivetrnih ograj, obenem pa bodo potekala tudi določena obnovitvena dela. Napovedane so zapore. Kar 2 leti, da ne bo šlo vse gladko, smo lahko videli tudi ob nedavni zapori hitre ceste, ko je bila ta nesreča, več nesrečno je bilo ta dan. Ste o tem že govorili s predstavniki Darsa? Kaj bi še lahko storili, da bi to in naslednje leto promet potekal bolj tekoče in predvsem, da ne bi seveda prihajalo do kakšnih nevarnih situacij? Ja, o tem smo veliko govorili. Tudi sam se zavedam problematike. Ta cesta, moramo biti ponosni na njo, je pač cesta, ker je nam omogočen razvoj nam v Vipavi, v Vipavski dolini. Pa tudi veliko ljudi hodi vsak dan delati v Ljubljano in bom rekel, je velik doprinos. Zdaj, kot veste, vsi dela se bo protihrupne ograje, o tem se že nekaj časa govori, bo tudi nova priplastitev in bodo zastoj. Normalno, cesta bo zaprta in tukaj se pojavijo problemi. Prometa, kot sem gledal po zadnjih raziskavah, gre 20,000 avtomobilov dnevno v obe smeri. Veste, to je pa res ena taka številka, ker če potem ena nesreča, kot je bila zadnja, zna biti en velik problem. Mi smo skupaj z reševalnimi službami, tukaj mislim gasilce reševalne, pa policija, pa občina Ajdovščina, občina Postojna in občina Vipava, smo bili na Darsu, pogovori so bili dobri, smo se zmenili. Predlog je bil, najprej Dars je hotel, da bi po enem pasu vozili gor in dol, ampak vsem, posebno reševalcem pa policiji, tukaj ni šlo v glavo, ker če se zgodi nesreča pred predorom, kako boš prišel gor? Mislim, tukaj, gledajte, en tak velik problem rata, ker potem tudi zavleče to, recimo pol dneva, reševanje, pa kaj pa, če življenje, kar je najhujše v nevarnosti, da zgubimo. In je bila naša pobuda, da bi šla gor proti Postojni, če rečem 2 pasa, in dol bi šla po stari cesti, regionalki. In to smo se nekako zmenili, ampak pod enim pogojem, da vsa tovorni promet preusmerijo iz teh štiri, ko je naša tukaj razdrto leze, da gre na A3, to je avtocesta 3, ker je širša, tudi normalno ima odstavni pas, pa tudi, kolikor je zdaj bila ena pobuda krajan v Vipavske doline, tudi je širša in lahko, in tudi promet, dolžina ni tako daljša. Tam so neki izračuni bili do Vileze, nekaj kilometrov več in tudi časovno ni kakšen tak problem. Tako da jaz upam, da se bo to dobro speljalo in tudi zaupam Darsu in policiji, da bodo ta tovorni promet preusmerjali na Fernetiče, ker to je glavna stvar. Mislim, tistih nekaj firm, ko imamo tukaj v Ajdovščini, v Vipavi, v Vipavski dolini, torej lokalni tranzit, bo šel dol, sej to, ampak tega ni toliko kot cel tranzit. Krajani Podnanosa in Lozic se bojijo zamaškov, prometnih zamaškov in tukaj bodo neke dodatne prometne ureditve. Najbolj bodo, kaj ne rečem, smo po Vipavsko zelo nafrknili. Nastradali prebivalci, mislim, pa goče rečem, vse podobne probleme bodo imeli tudi na razdrtem. Tukaj zdaj v Podnanozi smo dali omejitve, smo se zmenili, da bo dali pa tudi, predvsem, ker to so šolari, ampak če hočemo imeti protivetrne, pa novo preplastitev, pa kar je problem tudi te avtoceste H4, ker gre iz razdrtega do Vilez, predvsem na Rebrnicah je problem, ker si je zdrs in to mora vsake
se bo, to so že prevedli, ko so gradili, so nam rekli, bo treba vsake toliko časa jo malo renovirati, ne, in zdaj poteka ta faza. Saj ta faza bi morala začeti že nekako v novembru, prav za Martina ne bi, ampak zdaj se je zamaknilo, jaz mislim, da bodo nekako v januarju to začeli delati. Tu smo prejeli tudi eno vprašanje poslušalca, ki ga zanima, ali se v Vipavi pri vstopu na hitro cesto pri Golobu, če rečemo po domače, obeta tudi kakšno krožno križišče oziroma krožišče, glede na to, da to je bilo že tudi na občini vprašanje večkrat med svetniki. Jaz si tega želim, zaenkrat ni govora. Mi smo imeli tudi DRSI, to je bolj za te ceste lokalnega značaja. Mi si tudi želimo izredno krožno ali pa saj odstavni pas, da bi za zavijanje v manjče, kar je velik problem. Upam, da smo to kaj izmenili, pritiskamo, ampak zaenkrat nismo še tako daleč, da bi bila kakšna obljuba. No. Kam naj vpiševa otroka, se opravičujem, vse je polno. Takšno vprašanje zastavlja naš poslušalec iz Vipave, ki ga zanima, kdaj bodo zaključena dela pri vrtcu. Občina je, spomnimo, z gradnjo pričela že poleti 2023. Na to se je nekoliko zapletlo. V kakšni fazi je torej sedaj ta projekt, kdaj se obeta zaključek del in koliko prostora bo na voljo za najmlajše? Ja, no, ker ste prav napovedala, res 2023 so začela dela. Začetka je bilo vse planirano, da bo to v enem letu končano, oziroma da vpisa tam nekako do lanskega septembra, ampak se veste, vsaka stvar se malo zatakne, oziroma tukaj so bili načrti narejeni že leta 2018. Ste posodobili načrte? Ja, potem je bilo treba posodobiti. Normativi se spreminjajo in ene stvari je treba razširiti, pa spreminjati in tukaj je prišlo spet projektiranje in potem s tem tudi dodatni stroški, kar je normalno. In dodaten čas. In vse to se je podaljšalo do te smeri, da zdaj nekako čakamo, da bo v februarju, nekako v februarju bo tukaj prvi oddelek, tisti najmlajši, ne bi se preselili sem. Torej dela so zaključena. Ja, dela so zaključena. Mislim tudi moram reči, da se tudi finančno nam je kar ta stvar podražala, iz enega dobra milijona zdaj bomo nekako prišli že na 1,600,000, tako da bo okvirno nekako 400,000 je morala spet občina zagotoviti in smo jih zagotovili, ker če smo nekaj začeli delati, moramo tudi končati, ne? In tako da mislim, da zdaj ta februarja bo tisti najmlajši bodo prišli noter in potem normalno naj bi to potem zapeljali vrtec naslednje leto z vpisom septembra. Torej, sedaj se bo odprl samo en oddelek? En oddelek za te plastične, rečemo. Ja. Kaj vse pa boste pridobili v sklopu tega novega prizidka? Gre za precejšnjo nadgradnjo? Ja, no tukaj za precejšnjo nadgradnjo. Jaz mislim, da bo tudi, kolikor se pogovarjamo z gospo ravnateljico, potem rešen ta problem v Vipavi, kar za nekaj let, tako kar delamo projekcije za naprej. In tukaj bo vrtec, bomo nekako zagotovili za vse starše, da bodo lahko v Vipavi in pa tudi tisti na podružnicah, ker imajo v Vrhpolju pa pod Nanosom, bomo svoje otroke zagotovili, da bomo imeli v naši občini. In lahko verjetno še kakšnega drugega. No. Se pravi, dobra novica v novem letu, da bodo kmalu lahko torej starši vpisali svoje najmlajše. Ja. Lete, začeli smo, podaljšali vse, ampak gremo proti koncu. No. In to je ena taka stvar, kar mi daje na veselje. Sej so bili razni sestanki, jezni smo bili, pa tudi svetniki, ker smo se pogovarjali, vedno treba dviem roko še dodatna sredstva, bilo nekaj jeze, pa sej veste, kako je po vseh teh projektih, ampak nekako, zdaj sem vesel, bomo zvozili. Malo smo tudi nekaj reze naredili, tudi občina Vipava ne moremo kar končati, tudi mi smo finančno omejeni, ampak nekako gremo po tej poti in da drugo leto, letošnje leto, drugo šolsko leto, septembra, bi to bilo konc. Skupaj z opremo, torej nove sodobne igralnice, notranje opremo in to smo zagotovili tudi leto, znarjam šlo 200,000. Verjetno bo malo morali kakšno igralo zunaj še malo počakati, ampak naslednji proračun, ampak gremo proti tej smeri, da končamo. Ko smo že pri vrtcu, čez cesto se nahaja osnovna šola Draga Bajca Vipava. Že delamo kar naprej in tu je tudi en tak zalogajček in ga moramo narediti, ker šola je naša in šola, če gledam Vipavsko šolo, če malo bolj široko povem, je narejena v 3 sklopih. To prvi sklop, prva
Prvi sklop je bil dokončan leta 67. Ne. To veste, da to je že doba nazaj, bili so tudi drugačni normativi in tukaj je začelo zdaj puščati streha, pa sploh omet najbolj pada. Potem je bilo konc leta 2000 še telovadnica, pa še prizidek, tam začetka 2000 leta. No to je dobro, tam ni, normalno je, ni tako stara reč, ampak ta prvi del, ko je bil zgrajen 67, je pa res je Ki se problem. ga še jaz obiskovala? Ja. No, jaz tudi. Ja. Še celo hodila smo verjetno v 2 izmenah, ne, dopoldne, popoldne. Ja, tam bo treba umeti in se vse aktivno pogovarjamo, iščemo zdaj sredstva, naredili smo na občini, naredil sem delovno skupino, ki skrbi za šolo in zdaj imamo sestanke, ali smo prijavili na ekosklad zdaj, ali pa za to energetsko sanacijo, bomo videli, mislim, ampak tudi proračunov, hvala Bogu, smo letos zagotovili kar nekaj denarja. To bo eden izmed večjih projektov tudi? Večjih projektov in bomo šli, predvsem kar meni najhujše je, da mislim, kot enkrat streha pušče, to je treba res nekaj narediti urgentno in je treba priskočiti na pomoč in sanirati šolo in to bomo naredili v tem letu. Bodo tudi klimatske naprave še v tem letu? No, mislim, da so tudi v tem letu, ja. Uvedli ste nov prometni režim, župan Anton Lavrenčič, in tudi dodatna parkirišča, ki pa jih še vedno ni dovolj. Najprej, ali boste še kako s prenovo trga nadaljevali? Na začetku je bil seveda mišljen nekoliko širši projekt še in kako boste naslovili težavo parkirišč? No, to je dobro vprašanje. Najprej se bi lahko malo pohvalim, da plac, ko ga kličemo mi, je res lep in tudi ljudje so navdušeni, moram reči, da je pa tudi letos, ki je bil okrašen za božično-novoletne praznike, je tako zaživel vsem svojem sijaju in res nekaj lepega. Dobili smo parkirišča, so problem, kot imajo moji kolegi župani posod po večjih krajih in to je problem. Zakaj je problem? Ker lepo en svetnik enkrat rekel, včasih je imela ena družina en avto, morda danes jih ima ena družina med 3 do 5. In normalno, tukaj postane pol problem, kam s temi jeklenimi konički, ko jih tako popularno imenujemo, kam. Zdaj mi smo nekaj parkirišč dobili s tem, da smo enosmerno cesto naredili tam nasproti Mercatorja in tam gre nekaj več avtomobilov. Imamo veliko placa na Frnaži, kjer lahko parkirijo. Jaz bi tudi vsem dal na dlan, da tisti, ker ste zaposleni v Vipavi in delate ali na banki, ali pa tudi na občini, pa razno kjer, da parkirate na Frnaži ali pa tam v avtobusni, tam nasproti igrišča, in boste pač prehodili se 200-300 metrov, saj to je tako nekaj korakov, pa nekaj naredite za zdravje. Tako da tukaj tako rešitev bomo pa tudi nekaj semenimo za neka privat zemljišča v najem, da bomo to parkirali prav tam pod zdravstvenim domom in menimo tudi želja, da bi naredili eno parkirno hišo. In tukaj vidim prav na Frnaži bi tako tudi idejo, že od arhitekta smo dobili in pač treba zahoditi denar in tam vidim eno tako rešitev za Vipavo. Ne. Se strinjam, problem so avti, sladek problem je to, ker smo zdaj očistili avtomobilov ta glavni plac in zdaj pač je treba nekam drugam. In kakorkoli obračamo, bomo dobili place in bo treba malo več hoditi. No, malo več teče 100 metrov, 200 metrov. Problem, pol je nekaj narobe tudi z nami. No. Ampak priznam, tudi jaz sem tak. Smo navajeni parkirati. Tudi jaz gledam, da sem čim bližje. Moram tudi najprej v svoji glavi malo razčistiti. No. So pa zaenkrat ta parkirišča še brezplačna, je pa ideja seveda, da boste uvedli tudi v Vipavi plačljiva parkirišča. Kje naj bi bilo to območje plačljivo? Tako je, zdaj, kar se tiče, jaz tako načrtno malo zavlačujem s tem, ker si mislim tako, lejte, občina je dala tam skoraj 3 milijone v plac in kdo je najbolj se moral temu odreči? Krajevne skupnosti. In zdaj tisti iz krajevne skupnosti, ko bo prišli pa na pošto ali pa v Mercator, pa bodo morali še plačati, ker domačini niso dobili, ne? In zato malo delamo pa tako, šli bomo na uro, tako 1 uro ali 2 uri bo brezplačno, pol bo pa treba plačati. No. To gremo v tej smeri, delamo. No, na temo najprej naj omenim projekt, ki ste ga predstavili lani Vipavcem, gre sicer za nadgradnjo Mercatorja, o katerem smo poročali tudi na Robinu, kjer naj bi bila stanovanja, kjer so se tudi izkazala kot težava prav parkirišča, zato omenjam v tej povezavi. Boste s tem projektom nadaljevali?
Ja, ta projekt je zanimiv. Meni je bil z začetka, ko sem zveril, da imamo investitorja, ker je pripravljen to narediti, zelo zanimiv projekt. Jaz sem prišel vesel iz Ljubljane, ker vem, da v Vipavi manjkajo stanovanja, mladi bi radi ostali tukaj, pa nimajo kam iti, pa tudi Vipava ni naredila kakšnih stanovanj že kar nekaj let. Mislim, da je 2009 kakšna več stanovanj. In prav v Vipavi mislim, da bi to bilo dobro. In zato smo tudi naredili zbor občanov, zbor krajanov vipavskih in meni je bil ta zbor zelo zanimiv. Tam je bilo tako. Ljudje so povedali razne težave, ki jih vidijo, ne, da ni bilo tako lepo parkirišča, pa ena stvar je bila tudi višina, ne, da se malo zniža to, da pade noter. In mislim, da ta investitor je to, on je delal neke popravke, moramo se še enkrat dobiti in da to rešimo. Zdaj, tudi z njim iščemo parkirišča, on je pripravljen tudi kaj vložiti za to, smo se prej pogovarjali o kakšni garaži in jaz upam, da bomo dobili en konsens med ljudmi in v ta projekt. No. Tako mislim, upam, da bomo tudi to rešili. No. Na to temo smo prejeli tudi vprašanje poslušalke, ki takole piše prav glede stanovanjske gradnje, namreč stanovanj za mlade primanjkuje. Kateri projekti na tem področju so aktualni in jih lahko pričakujemo v kratkem obdobju? Enega sva že omenila, je še kaj na vidiku? Eden je ta, gotovo v centru Vipave, drugi je potem šolski vrt, tam mislimo, da je tudi en blok, imamo plan, ampak tam je problem voda. Ne? Vipava, če gleda tudi, kar se tiče novogradenja, problem, imamo 3 probleme. Voda ali kultura, najhujši problem so pa živali. Ne? Ta naravovarstvene vrste. Tam mislim, da imamo, tam je šansa, bomo dobili en del, na koncu pride na poplavno območje in tam rabimo to hidravliko. Tudi o tem bo vas pregovorila v nadaljevanju, kaj več? To in pa manjše, tam projekt ima občina približno 2 hektarja, ker tudi upam, da bomo šli letos v prodajo tega zemljišča, dobili enega investitorja in potem naredili več stanovanj, hiše pa tudi kakšen blok. No. Za neprofitni najem. Ja. Občina Vipava v Podnanosu ureja hišo zdravljica v okviru projekta Bi-Roots med rekami in lagunami. Poleg same obnove stavbe, v kateri bo celovito predstavljena tudi sama vas in seveda zgodba o nastanku slovenske himne, je med drugim v projektu vključena tudi označitev in podaljšanje kolesarske poti ob reki Vipavi iz Vipave do Podnanosa in od Mirna do izliva reke Vipave v občini Sovodnje ob Soči, torej en tak čezmejni projekt. Poslušalka sprašuje, kdaj bo odprtje, v kakšni fazi je sedaj torej ta projekt, kdaj računate na odprtje, župan Anton Lavrenčič? Ja, najprej bom rekel, da na ta projekt sem res ponosen. Tisto, kar so si v Podnanosu že veliko let želeli, da se tisto hišo nekako adaptira in jo posveti Stanku Premrlu, ko ste že lepo rekla, da je bil pač hišo zdravljico komponiral. Ne? Ta projekt se dela se dobro, moram reči, pač majhne spremembe, saj ste zbrali, nekaj šlo za nadstrešk in tako, ampak to se rešuje sproti. Ja, kako bo s tem napuščam, ravno ko ste omenili, ki so mu krajani nasprotovali, oziroma ni bilo napušča? Ne, smo šli nasproti krajanom, prej ni bilo napušča, arhitektka, ona tako zračuna, da so neke hiše, tudi na Primorskem, kar je brez napušča. Zdaj v Podnanosu tega ni, imajo vsi napušča in pa smo se odločili, da naredimo napušča oziroma da naredimo po domače grandal. Oblikovana je bila že celo civilna iniciativa. Ja, pa se je to rešilo čas, ampak prav je, lejte, je ta hiša v Podnanos in ne paše v Podnanos, bo imela napušč in tako so želeli vaščani in tako smo tudi naredili in mislim, da je tako tudi prav. Dela se, tam so že od lanskega leta in ta hiša mora biti končana v letu 25, tudi bo, ker vidim zdaj, če gledam ta timing, kako delajo. Torej letos bo in to vse se upada letos tudi z 50-letnico smrti gospoda Stanka Premrla in mislim, da bo to nekaj lepa. To v Podnanosu bo ena stvar, ker bo na nivoju tako višla nivo kulture, kulturno-športni turizem, kot ste prej rekla, tudi kolesarska pot ne bi bila od Podnanosa preko Vipave, kjer reka Vipava izvira, ne? In potem tudi do Sovodenj, s katero občino tudi dobro sodelujemo in se bomo letos tudi pobratili, ker se moramo, in do izliva reke Vipave v Sočo. Ne? Bo. To je ena fajn stvar in mislim, da bo naredila Podnanos kar razpoznaven. Bo v tej hiši torej tudi te lokalne značilnosti? Bodo lokalne značilnosti in zdaj se noter že smo izbrali izvajalca, kdo bo delal opremo in
Jaz mislim, da tukaj bo Podnanos moral pridobiti. Kaj lahko rečemo sami vrednosti del? To smo dobili okrog $500,000, švoh $500,000. Dobili smo, kot sem že prej rekel, iz Interrega med Italija, Slovenija, iz tega sklada. Tukaj 80% plača, gre denar iz tega sklada, 20% pa občina. No, v Vipavi pripravljajo tudi Zavod za trg Vipava, ki je tudi partner v projektu, pripravlja tudi določene dodatne aktivnosti, ki sovpadajo v ta projekt, tako da bo nekako celovito. Ja, da bo celovito. Mislim, da je 60,000 evrov in bo narejen za razne tudi dohodke, turistični produkti in tako. Predvsem pa tukaj vidim nekaj lepega letos, ko bo Nova Gorica in Gorica, Evropska prestolnica kulture, in da bomo mi to izkoristili. In tukaj vidim res tak kulturni dohodek, kot je Hiša Zdravljica, in pa tudi bi reč vzel tudi Leonardo sobo opremljamo in tukaj mislimo, da bomo tudi to neko otvoritev naredili v okviru EPK-ja, Evropske prestolnice kulture, še letos. Ja. Ker nas seveda zanimajo tudi kolesarske poti, tukaj gre za že obstoječe poti v naravi, je torej kolesarska pot že nekako urejena, tu bo samo označitev? To gre predvsem za označitev. Mislim, za kaj delili ne bomo, ker ta pot je v Vipavi, ni asfaltirana, je tista naravna pot in pač za tiste kolesarje mountain bike in mislim, naša naloga je, da to označimo in da jih pripeljemo iz Vipave oziroma iz Podnanosa do Sovodenj. Po vrsto letih se torej vipavski župan Anton Lavrenčič začenjajo dela oziroma nekaj se vendarle premika, denar je bil obljubljen. Kaj si obetate v prvih fazah in kdaj pričakujete, da bodo tudi na terenu zakopali stroji? Ja, to ste res lepo rekla, ta dela potekajo že kar dosti let. Prvič v prejšnji perspektivi, pol je to propadlo, ker so prišlo neka nesoglasi med izvajalci in to, zdaj smo šli še enkrat, nova ideja, novo projektiranje. Mislim, ta stvar je zelo pomembna, če bomo hoteli kaj izideti proti Vipavi dol, tudi če gledamo šolska vrta proti Vrhpolju, tukaj predvsem je pomembno zato, da mi te hiše oziroma ta naselja zaščitimo pred vodo, saj to sami vemo, kaj se je zgodilo 2 leti nazaj tudi v Sloveniji. Tukaj je Bela težava. Ja, Bela je hudournik in zna biti zelo nevaren in zato se bi delalo nasip. Nasip bi se pa delalo tam, ne vem, tisti, ker so tam, jaz rečem, par kapelci, tisto med Vrhpoljem in Vipavi, ob tisti poti. Med Vojašnico proti Vrhpoljem. Proti Vrhpolju, ja. Tam smo imeli 3 ideje za ta nasip. Enega malo bolj gor, severozahodno, enega na sredi, enega pa ne bi šel čist dol nižje po vojaški zemlji, kar bilo najlažje. Ampak jaz bi raje, da gremo malo gor proti severozahodu, da bi pol dobili tudi še kakšen teren za zidanje kasneje, tako mislim, predvsem na hiša ali pa kaj drugega. Zakaj mi je ta stvar tako pomembna? Nekako čustveno sem vezan na Cirios. In če si kaj želim, če si res kaj želim si, da bi nov Cirios delali. Ker ta star Cirios je to majhen, otrok je veliko, standardi se spreminjajo in res si želim, da ta populacija mladine, ker jo jaz tudi cenim, imam rad jo, da ostane v Vipavi. Tukaj je neka tradicija, tudi oni, ko grejo po Vipavi, vsi jih ustavljajo. Mislim, to je nekaj normalnega in to mi je nekaj najlepše in to bi res rad obranil tukaj v Vipavi. Tudi z Ministrstvom za obrambo smo se imeli, so nam velikodušno dali tam 3 hektarje, da bi to zgradili. Torej, zemljišče je že v vaši lasti, je že bil prenos? Mi moramo sam zagotoviti pač z vodarjem moramo, pač, da bo poplavna varnost, ne bo ogroženosti. In s tem bi, ko bi tudi Cirios, bi tudi druge, ki bi dobili še nekaj več zazidalnega. In tukaj delamo, verjemite mi, delamo red tudi v Ljubljani, rečkrat gremo na DRS, imamo obljube, imamo tudi zagotovljen denar, ampak kje je zdaj problem? Zdaj se bo šlo projektirati, prvič moramo z temi ljudi, kot DRS morajo se zmeniti, da ker grejo tudi po privat zemljiščih, da oni to odstopijo, da prodajo to, in potem, da grejo to, da dobimo projektante. Problem je pa v današnjem času projektante. Tu v Sloveniji je to največja, to je kriza, kar so bile poplave, gor projektirajo, že tako jih je malo in jaz upam, da bomo in pogovarjamo se in upam, da bomo to speljali. To gre iz evropskega denarja in moramo do leta 2027 tako je tudi časovnica. Časovno, ker bo spet šlo mimo,
Ja, okrog 10 milijonov naj bi bilo za področje Vipave. Izdelavi bo tudi vendarle končno ta hidrološko-hidravlična študija, ki bo... Ja, pa tudi Vipavo bo rešila. Mislim, tiste že če gledate od šolskega vrta proti Vrhpolju, bo tudi tiste hiše bo rešila oziroma bo tudi dodatne gradnje dovolila. Ne? Tako da jaz tukaj si res vidim eno stvar. Bili smo tudi, kot se je rekla, v Vrhpolju, so predstavili, ljudje so bili za to in mislim, da to moramo zdaj speljati. Je pa na vrsti, zdaj so tukaj vodari, no. Oni so na vrsti, da to speljejo. Ne. Bodo posegi pa tudi na polževki, na močilnik oziroma na... to so že iz odpornost, tam je bil denar tudi že zagotovljen. Tukaj imamo pa sami Vipavi tri potoke ali pa hudournik, kakorkoli. Če gledam sam po Vipavi gre polževka, tak gre skozi klet, ne, vinarsko, pa dol proti gasilskem domu, tako da tudi tisti plac bi dobili za zidalni, če gledam tam med gasilskim domom pa med Famo. Potem je tukaj Gacka, ne, tam je kjer je imel gre malo bolj proti gor, proti Podnanozu in pa močilnik. Ne. Te tri imamo tudi, idejne zasnove so, zdaj malo bolj konkretno se gre projektirati močilnik. No. Tukaj smo imeli pa nekaj časa tudi problem z zemljišči, da to prodajo, ker tisto zemljišče je od sklada, ampak zakupnik se nekako ni strinjal s tem in potem nismo mogli nič. No, zdaj smo pa našli rešitev in prav na prejšnji seji smo sprejeli en sklep, ker bomo to lahko naredili. Kaj bo s tem gostinskim objektom v Podskali, v katerega je tudi občina vložila že kar približno 800 000 evrov. Pogovori se nadaljujejo tudi z investitorji, kdaj bi lahko odprli ta objekt. No, res, Vipava je lepa, ne? Zakaj bi male Benetke, ker ima sama Vipava 9 izvirov in to je edina reka Evrope, ne, ker ima deltast izvir, ne. Dobro, ena lepa stavba tudi tam v Podskali je, ker smo jo zdaj tudi dokončali, je Kocka, jaz rečem Kocka končana in zdaj bomo dali na tej seji, upam, da imamo, ker razpisne pogoje imamo, da damo to na portal in iščemo enega ponudnika. In s tem bo občina zaključila s to zgodbo? Ja, s tem mi zaključimo. Mi dali bomo, nekako smo se odločili za stavbno pravico, tako da njih 30 let. In tukaj bo tudi tista jama znamenita, tudi bo prišla noter, nekako imamo tudi zagotovljene v Ljubljani, ker to je pod gozdarstvo spada, da tisto stavbo bodo dali lahko tudi novemu investitorju, oziroma tisto, ko bo to Podskalo peljal naprej. Tako da jaz upam, da bomo zdaj s tem mesecem, konc meseca dali na portal in potem, kdor se bo prijavil, se bo pač prijavil. Ne? Tako in da bi ta gostilna, pa naša lepa Podskala, ko jaz tudi imenujem naš biser, da bi to začel delati po tolikih letih in da bo spet en velik doprinos naši lepi Vipavi. Protipoplavno je že bila urejena, oziroma so uredili vodarji. Prav tukaj je ena taka lepa stvar, ko se vidi, ker so bile te večje padavine ali pa poplave niže, Vipava je bila zregulirana v tem, ker so izviri v začetnem delu in je šlo lepo skozi. No. Tako da tukaj se vidi te protipoplavne ukrepi, kako so uspešni. Ena taka lepa slika. No. Jaz upam, zdaj smo dobili tudi v Podskali tudi dovoljenje za most, ki je bil včasih, tako da boste lahko šli skozi dvorišče Lantjerja in potem čez mostiček v samo Podskalo. Tudi ta projekt se torej začenja? Tudi ta, ja. Dolgo let že moji predhodniki so se martrali, kot sem že prej rekel, problemi so pa kultura, vodarju si nekako treba vse skupaj uskladiti in zdaj smo prišli do konca in imamo to dovoljenje. Letos začenjate? Ja, začenja spet odvisno od finance, veste, ampak dovoljenje imamo, no. Če še na hitro pogledamo vipavski proračun, kot sem omenila na začetku, v izdihljajih zadnjega leta, preteklega leta ste ga sprejeli, kaj so tisti glavni poudarki? Gledajte, če gledam lanski proračun, je bil največji preko tam skoraj 13 milijonov in smo imeli realizacijo nad 75-80. To morate vedeti, da smo pol dobro delali. Jaz bi tukaj res pohvalil naše ljudi na občini, ker skupaj delamo dobro, pa tudi pohvalil bi svetnike. Vsekakor so tudi oni morajo dvigati roko in se strinjati in tudi sprejeti določeno tveganje. Jaz pa oni, ne. Ki se vidi, so veliki projekti, predvsem kanalizacija. Tukaj, če gledam, kanalizacija Manjše Lože, tak velik projekt, vrtec, ko sem rekel, se je podražil za 400 000. 3 milijone osnovna šola.
3 milijone, zdaj bo osnovna šola. Zaključili smo nekako, da ni več tako nevarna cesta pod Nanos, gore Kokoča oziroma Nanos. Tam je bilo tudi 1 milijon in smo dobili od države, 300 000 je morala dati občina, ampak zdaj tista cesta je odprta gor in sem tudi vesel, da je odprta k tistih glavnih, kjer so bili najbolj nevarnosti podorov, so nekako zaščiteni in hvala Bogu, lahko gremo gor, lahko se peljemo, ne. Tako da sej so dela, glejte, ja, delamo, zdaj velik tak izziv nam bo gasilski avto, cisterna, nam preko 400 000, kar jo bomo morali zamenjati v Vipavi. Menimo se zdaj tudi skupaj z občino Ajdovščina, da bi kupili en gasilski avto, oziroma kot rečejo, lestev, lojtra. Problemi so, ker je vedno več teh sončnih elektrarn, pa jih je treba drugače gasiti. Tam bo tudi tisti avto, košta, mislim, da skoraj 1 milijon in bomo morali tudi meni sorazmerni delež dati. Rad bi naredil, pa obljubljamo že Pločnik, do Gradišč, ker je tudi njihova želja in tudi meni je hudo, ker so nam šli tako na roko prejšnji, že smo to predstavljali to leto in upam, da bomo dobili nekaj čakamo že kar nekaj časa od MOPE-ja, tako da ja, bomo delali, ampak morajo vsi razumeti, da naš proračun je tako majhen za investicije, tam milijon, da če ne bomo se prijavljali na kakšne razpise oziroma ne bomo podprti za razpisi, potem tudi ne bomo delali, to je jasno. In kar bi rad zdaj tudi tukaj omenil, veliko se je zdaj krajevne skupnosti zanemarjaš, to je res, zdaj smo dali dosti Vipave, ampak Vipave je center, morajo vsi razumeti. Naredili smo lep plac, smo vsi ponosni nekako šta, bil je dobre 3 milijone, gledajte, ga imamo, ne, vrtec rabimo, šolo, spet rabimo je v Vipavi. Pač tukaj so malo večji stroški, ne? Ampak prav v letošnjem proračunu smo se tako potrudili, da smo vsem krajevnim skupnostim dali vsaki nekaj tisto, kar je bilo, kar so oni najbolj nujne, kar si oni ali pa so si zaželeli oziroma hočejo, tako da mislim, da nismo delali kakšnih razlik in da smo bili dokaj optimalni. Sem pa vesel, da tudi svetniki razumejo, da nismo vreča brez dna in da je treba včasih kje pritisniti. Naj bo čim manj tega zatiskanja in naj se vam izteče vse po načrtih pri prijavah na projekte. Župan, hvala lepa za obisk v studiu v Ajdovščini. No, tudi vam hvala lepa za povabilo in kadarkoli vedno sem na voljo. Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami in lep dan še naprej. Dober dan, župan.